Pred mnogimi leti sta na Danskem živela čevljar in perica. Iz njune ljubezni se je rodil otrok, deček, ki sta ga po očetu poimenovala Hans. Užival je, ko mu je oče prebiral iz zbirke pripovedk Tisoč in ena noč, raje kot hodil v šolo, pa se je z lutkami igral gledališče. Pri 11 je njegov oče umrl, mama pa si je želela, da bi postal krojač, a Hans je imel drugačne načrte. Odpotoval je v prestolnico Danske, København, in tam skušal nastopati kot plesalec in pevec. Želel si je postati igralec. Ker je bil reven, si sam ni mogel plačevati šolanja, a je bil dovolj vztrajen, da je našel ljudi, ki so mu to omogočili. Pridobil je mecena. Veliko smole je imel z ravnateljem. V pravljici bi ta imel vlogo hudobca, a kljub temu se je Hansu uspelo vpisati na fakulteto. Prvo besedilo je izdal sam, nato je pisal igre, najbolj pa ga poznamo po pravljicah za otroke, ki so zanimive tudi za odrasle. Pri pisanju je zajemal motive iz zakladnice ljudskega izročila in jih ni pretirano spreminjal. Vse zgodbe nosijo nauk, recimo Kraljična na zrnu graha in Cesarjeva nova oblačila. Odlikuje jih humor. Nekatere pa so trpke, kot na primer Deklica z žikalicami, in opisujejo osebe z roba družbe. Hans Christian Andersen je trdil, da je svet zakladnica čudes, in tako je tudi živel. Zajtrkoval je pri kralju, v njegovo čast je nebo razsvetlil ognjemet. Dvakrat se je ustavil tudi v Ljubljani. 2. april je mednarodni dan knjig za otroke prav zato, ker se je na ta dan leta 1805 rodil ta zanimiv možakar.